Slovensko mašo se je začel tudi tokratni porabski dan. Za pokojnega Jožeta Hirnoka in vse porabske Slovence jo je daroval markovski župnik Dejan Horvat skupaj z monoštrskim župnikom Imrejem Bodorkošem in dijakonom Robertom Časarjem. Mašo je spremljal mešani pevski zbor Avgust Pavel. Nato je sledil kulturni program, posvečen je bil 5. obletnici delovanja porabskega tria, pevske skupine Zveze Slovencev na Madžarskem, ki so ob svojem jubileju prejeli tudi posebno zahvalo. Nastopili so še folklorna skupina Zveze Slovencev na Madžarskem Gornji Senik, glasbena skupina družine Velner in glasbena skupina Štoma Čas. Osrednja govornica porabskega dne je bila državna sekretarka na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar. Izpostavila je, kako pomembno je delo na mladih, jim čestitala ob zaključku šole in zaželela čudovite počitnice. Obenem pa je izrazila zadovoljstvo in hvaležnost vodstvu zveze, konzulki županom na obeh straneh meje, društvom, prostovoljcem in predstavnikom obeh držav, ki na takšen ali drugačen način podpirajo porabsko manjšino. Dodala je, da se zavedajo, kako pomemben del slovenskega prostora je porabje. Ponosni smo na naše podjetnike. V programu spodbujanja gospodarske osnove, ki smo ga zagnali v minulem letu, je in še bo pomagal uresničiti številne podjetniške ambicije in bo dal tudi nov zagon temu prekrasnemu slovenskemu centru v Monoštru, ki nas danes gosti. Vzorčna kmetija je res vzor in zgled za celotno Slovenijo in se bo še naprej razvijala, tako da bodo jabolka še slajša. Skupni sklad je tik pred tem, da zaživi in z njim tudi krasne zamisli o obnovi mlina v Gornjem Seniku. Prepričana sem, da je porabje tik pred tem, da postane še bolj zanimivo za turiste in obiskovalce, kar je svojo naravo, svojo globoko umetniško in duhovno dediščino edinstveno. In skupaj bomo poskrbeli, da boste imeli obiskovalcem kaj ponuditi. Ponosni smo na naše športnike, na naše številne kulturne dosežke, na pevce, na glasbenike, na pisatelje. Ko smo na našem uradu na večeru sredi domovine gostili gospo Valentino Novak, smo malce za šalo ugotavljali, kako je skrajni čas, da se bogata porabska kultura znova predstavi na velikem dogodku v Ljubljani, recimo v Cankarjevem domu ali na kakšnem velikem odru. Morda pa bo tudi zares in je to naš naslednji skupni cilj. Živimo v Evropi brez meja in če kje, potem se v tem koščku sveta zavedate, kako zelo pomembno je to. Imamo nalogo, da tem mladim, ki se danes veselijo počitnic, ohranimo takšen svet odprt, povezan, optimističen. O porabskem dnevu so nagradili osnovnošolce, dijake in študente, ki so uspešni pri učenju slovenskega jezika in obenem aktivni v okviru narodne skupnosti. Tradicionalno pa podelijo tudi priznanja za porabje, ki jih prejmejo posamezniki za prizadevno delo na področju ohranjanja in razvoja kulturne dediščine porabskih Slovencev. Za ohranjanje in prenašanje porabske ljudske obrti je priznanje prejela Marija Čato iz Dolnjega Senika, ki že vrsto let izdeluje cvetlice iz krep-papirja. Zaradi prispevka k razvoju narodnostnih organizacij in gospodarstva slovenskega porabja je priznanje prejela Ildiko Vindiš, zaposlena na Razvojni agenciji Slovenska krajina. Tretji prejemnik priznanja je župnik Viljem Hribernik. Prijel ga je za njegovo poslanstvo pri služenju svetih maš v maternem jeziku in požrtvovalno delo na področju čezmejnega verskega življenja.
Dodajmo, da so pod okriljem porabskega dne potekali ogledi muzeja Avgusta Pavla in razstave v dvorani Slovenskega doma, pripravili so delavnico izdelave papirnatih rožic in lončarstva, najmlajši so se lahko igrali na napihljivih igralih, vsi skupaj pa plesali ob melodijah slovenske skupine Štrk.